Čudovita, marsikje še neokrnjena narava z nekoč mnogimi izviri in lokvami, z očem prijaznimi hribčki in dolinami, pa tudi s kar nekaj zanimivostmi, ponuja več kot le razlog za kratek postanek na poti do morja. Tukaj je na primer nastal z Oskarjem nagrajeni film Nikogaršnja zemlja, pokrajina pa je navdihovala tudi pesnika in narodnega buditelja Miroslava Vilharja. Danes ponuja mnoga izhodišča, in sicer za pohodnike do najvišje nealpske gore Snežnik, 1796 metrov, na valovjo Reber, v zadnjem času večkrat omenjena, na Miljanjo, kjer so ostanki rapalske meje in kaverne. Ker Knežak leži na apnenčastem terenu, na belem kamnu, in ker ga obdajajo mogočni snežniški gozdovi, se pokrajina imenuje Zeleni kras. Posebnost tega področja, ki je zanimiva zlasti geologom in geografom, je tako imenovano tektonsko okno, ki se nahaja v dolini Selo nedaleč od vasi. Davno v preteklosti je z narivom snežniške planote na Brkine prišlo do preobrata kamenin, torej je prišla starejša kamnina nad mlajšo, apnenec nad Flišem. Z vetrom in burjo je apnenec izginil, tako je ostal Fliš. In če si zdaj predstavljamo, da smo tukaj na apnenčastem področju, Knežak na belem kamnu, je ta predel tukaj prekrit s flišom, kar pomeni, da zadržuje vodo. To je vidno zlasti v vročih in sušnih mesecih, ko je dolina Selo edina zelena oaza v kraju in zato priljubljeno pribežališče domačinov. Od kod pa izvira ime Knežak? Ja, po eni od legend iz besedne zveze knežji vodnjak, se pravi, pod Italijo so rekli tudi Fontana del Conte, kar spet priča o tem, da je tu veliko vode. V Knežaku, ki šteje okoli 500 prebivalcev, imajo osnovno šolo, vrtec, zdravstveni dom, bencinsko črpalko in zelo strokovno usposobljeno prostovoljno gasilsko društvo, kar se je izkazalo tudi v nedavni ujmi. Nekoč je tu cvetela lesna industrija, ki je zaradi gospodarske krize zamrla. Vas pa ima tudi bogato sakralno dediščino. Cerkev Marije Vnebovzete iz 17. stoletja je med drugo svetovno vojno poslikal August Černigoj. Poslikal je križev pot, slike po cerkvi, izpostavili bi pa mogoče strop z geometrijskimi vzorci, ki so nekaka enačica gotskega lesenega stropa. Tudi cerkvica Svete Barbare v notranjosti skriva pravo bogastvo. Lesen baročni oltar iz leta 1766, ki ga je izdelal podobar Frančišek Strauss. Takšnih zanimivosti in posebnosti, ki kar kličejo po razkritju, pa je v Knežaku in njegovi okolici še kar nekaj. Zato vabljeni na pustolovščino.